V studio danes prihaja arhitekt mlajše generacije, ki je z magistrsko nalogo na Fakulteti za arhitekturo odprl nove poglede na gradnjo stanovanj v Idriji. Dokazal je, da je mogoče v mestu pozidati vsaj 6 zanimivih lokacij, kjer bi lahko postavili inovativno zasnovana poslopja in v njih tudi nova stanovanja. Če se bodo njegovi predlogi uresničili, pa seveda ni odvisno le od njega, ampak tudi in predvsem od občine, lastnikov zemljišč in seveda potencialnih investitorjev, ki imajo denar. Lovre Mohorič, dobrodošli. Pozdravljeni. Pred 2 letoma ste magistrirali z zanimivo arhitekturno nalogo, Škrbine ste jo poimenovali. Povejte nam kaj več o tem čudnem naslovu. V bistvu nekako sem po tej... jaz sem se v bistvu že prej odločil, da bi rad delal moja magistrska naloga v Idriji. In po nekak iskanju parcel, ki bom kaj naredil, sem prišel na veliko nekih parcel, ki so bili neke odškrpki, neke prazne parcele med dvema stavbama, nekaj, kar je zelo nekako izgledalo napačno, mogoče narobe, ampak jaz sem se v bistvu le za to odločil, ker mi je to zelo interesantno in zelo zanimivo, kako lahko nekaj mogoče z malo negativnim pridihom pretočil nekaj pozitivnega. In zaradi tega sem tudi poimenoval magistrsko nalogo Škrbine. V prvem koraku ste našli 16 takih lokacij, takih primerov, vendar konkretne ste jih obdelali nekoliko manj. Seveda, po razmisleku z mentorjem je bil tudi njegov input, da je 16 mogoče malo preveč. Tako da so iz teh 16 prišla na 7 teh zelo različnih lokacij, na katerih v bistvu prikažem pestrost intervencij in kaj se v bistvu lahko vse naredi. Kaj ste iskali pravzaprav prostore za stanovanjske bloke, za stanovanjske hiše, za poslovne prostore? Večinoma, kar sem iskal, je nekaj, kar je že imelo nek odnos do mesta. Ali so to bile neke prazne parcele, ali parcele z mogoče dotrajanimi objekti, ki niso v služnosti sedaj. Ampak v bistvu nekako, kar sem iskal, je parcele z nekim potencialom. V bistvu, ne glede na program, katerega sem kasneje delal, sem v bistvu iskal neke parcele z velikim potencialom, če rečem. V Idriji mislim, da že več kot desetletje ni bil postavljen noben gradbiščni žerjav, praktično se ne gradi. Vi pa ste v vaši magistrski nalogi dokazali, da vendarle nekaj bi se dalo. Seveda, moja magistrska je tudi nekoliko špekulativna, ampak se mi zdi, da vsak izmed projektov je tudi izvedljiv tehnično in prostorsko. V arhitekturnem smislu imamo v mestu pravzaprav 2 tipa stanovanjskih blokov iz 60 let, na primer, in veliko individualnih hiš. Je to nadpoprečno? Ne, seveda ni nadpoprečno. V Sloveniji imamo zelo radi individualne hiše, se pa v bistvu sem se ukvarjal na eni parceli tudi z individualnimi hišami, ampak sem tem probal dati nek neklasičen pridih in mogoče sem probal doseči neko večjo gostoto gradnje kot pri individualnih hišah, kar je v bistvu tudi zaželeno. Če se sprehodijo skozi te vaše predloge, prvega ste poimenovali Špranja, razmišljali pa ste o nenavadnem poslopju med staro pošto in slaščičarno. Sicer v tem času po vaši nalogi je ta lokacija doživela že neko pozidavo, pa vendarle, kako ste jo vi videli kot priložnost? V bistvu ta majhen gap, majhna špranja med dvema stavbama, se mi zdi, da bi bil za nek tak ozek objekt
mogoče zelo neklasičen, ampak vseeno ponudi ta objekt možnost delanja in bivanja, torej spodaj pekarna, zgoraj nadstropje za stanovanje tega peka. In se mi zdi, da na nekem zelo kondenziranem tlorisu dobimo pol tudi neko funkcijo, ki bi pripomogla mestu oziroma dodala tej ulici še nekaj. Ja. Tudi v zgodovini arhitekture poznamo primere, kjer so arhitekti izkoriščali take, na prvi pogled, nemogoče situacije, da so vendarle nekaj postavili v nizu neke ulice, ne? Ja, no, sej, v bistvu zgoščevanje oziroma kot ustavljanje nekih implantantov je že zgodovinsko zelo, arhitekturno zelo močna in izkoriščena tema. Ampak se mi zdi, da je v bistvu nek tak, kako ne rečem, klasik oziroma, konceptualno se že nuca zelo dolg časa. Je pa ta lokacija na glavni mestni promenadi, pravzaprav to je Lapajnetova ulica, ne? Ja, in glede na to se mi je tudi zdelo, v bistvu se mi zdi smisel tudi večnadstropni objekt oziroma nek objekt z mogoče javnim prostorom ali poljavnim in kasneje pač zasebnim stanovanjem zgoraj, ja. Druga vaša lokacija nosi naslov Razpad linije. Ja. Razmišljali pa ste o koncu Rožne ulice, kjer se konča proti glavnemu križišču in v nalogi omenjate meščanska stanovanja. To pomeni, bi rekel, neka stanovanja z višjim standardom najbrž. Ne, v bistvu kot meščanska stanovanja je mišljeno za nekako ljudi, ki živijo v mestu. To jaz ne smatram kot nadstandard, projektirana tudi niso kot nadstandard, vendar ta stanovanja vsebujejo neko zelo visoko fleksibilnost. To pomeni, da stanovanja se lahko, torej isto stanovanje se lahko uporablja na več različnih načinov, brez kakršnegakoli gradbenega posega. Sobe so prosto, v bistvu sobe se lahko, uporabnik se lahko odloči, kako opremi sobe in s to opremo dajo funkcijam sobam, ja. Koliko stanovanj je moč na tistem prostoru zgraditi po vašem predlogu? Mislim, da sem jih sprojektiral okoli 25, mogoče okoli 30, ampak ja, je pa v bistvu to ena izmed večjih parcel ali pa lokacij v centru mesta, ki bi bila še pozidljiva za nek mogoče malo večji objekt, ja. In to območje je pravzaprav skoraj na ravnini, kar je luksuzno. Ja. V mestu, kjer je pravzaprav vsaka ravnina skoraj po konci postavljena, kot rečemo, ne? Veliko ste se ukvarjali z območjem okrog Soče v širšem pomenu. Tam ste projekt naslovili Hiša Most. Če sem prav razumel, bi postavili most od bloka pri Helenci, naprimer, do Rožne ulice in tam tudi neko novo poslopje. Ja, v bistvu tam obstaja neka ta možnost, ker ta prehod med bajtami že narejen. Torej, že obstaja ta parter, v bistvu ta stavbni niz je prekinjen. Zaradi tega sem se tudi odločil, da na drugi strani Nikoje v bistvu ponovim to v novi hiši, v moji hiši, ki sem jih zasnoval. In te dve hiše poveže ta most. Ja. To je pa tudi, če gledamo Nikoje, je to najdaljši del Nikoje, ki nima mostu. Torej, najdaljši del potoka, ki je neprekinjen. Ja. Zaradi tega se mi tudi zdi tukaj smiselno dodati most, ja. V vašem načrtu je tudi gradnja novega stanovanjskega bloka, recimo tako, stolpiča, na mestu, kjer so sedaj garaže, za sedanjim blokom za Helenco, v bistvu, ob Nikovi, ne? Tam bi bil stanovanjski blok. Koliko stanovanj tam? Mislim, da 16. 16 v bistvu. In ta tipologija ponuja stanovanja. V bistvu to so nekako zamišljena kot manjša stanovanja, za mlade družine ali v bistvu neke mlade ljudi, ki začenjajo s podjetji
Kar je pa zanimivo pri tej tipologiji, da niso samo stanovanja, ampak v bistvu dodam tudi delo. Tako da v bistvu ta ista hiša ponudi tudi nekako ta office space, torej ta hodnik v zaledju postane tudi skupna pisarna, kjer lahko ljudje delajo. V bistvu živijo in potem delajo, ja, v istem objektu. Velika neizkoriščena površina je tudi na sedanjem parku Balenišču za Sočo. Tam bi vi postavili stanovanjski blok. Za Sočo, ja, to je ta druga lokacija. Ta parcela je v bistvu ena izmed, kot sem že prej rekel, največjih v Idriji, ki je v centru Idrije, ki je še dokaj neizkoriščena in ponuja nek potencial za gradnjo malo večjega objekta. Zanimiva so vaša razmišljanja, kako nadgraditi oziroma najbrž porušiti na istem mestu zgraditi poslopje za gimnazijo, kjer so sedaj delavnice. Ta program je zelo zanimiv. Ja, mislim, nekako se mi zdi, oziroma sem mnenja, da gimnazija tudi potrebuje dijaški dom, ker pa ta dijaški dom ni v rabi celotno leto oziroma pač med počitnicami sameva. Se mi zdi smiselno, da se ta dijaški dom takrat pretvori v hostel in torej nekako to dvoživko med nekim dijaškim bivanjem in potem nastanitvijo za turiste poleti, kar se mi zdi, da bi tudi nekako pripomoglo oziroma mogoče bi rekel, da je poletje najboljši del leta za obisk Idrije in bi tudi nekako spodbudilo to turističnost. Ja. Zakaj ste ta projekt poimenovali Neosamostan? Neosamostan pa v bistvu zaradi tega, ker sem po izboru programa pogledal, recimo, kaj sploh ta uporabnik potrebuje. In menim, da pač dijaške sobice, da sem se referenciral na samostan, na menihe, ki so se učili, so prepisovali knjige in v bistvu iz tega koncepta je izhajal tudi koncept sobe, dijaške sobe in kasneje v bistvu dijaška soba lahko tudi služi kot soba v hostlu ali pa hotelu, ja. Digitalni nomadi so sedaj vse bolj popularni, tako bi bilo to prava priložnost tudi za njih? Ja, mogoče tudi, ja. V bistvu za poletje. Razmišljali ste tudi o predelavi poslopja Čipke, novega poslopja Čipke, ki je bil sedaj vrsto let neizkoriščeno poslopje. Ta lokacija vam je zanimiva, če sem prav razumel, tudi zaradi te povezave na vrt, izjemno velik vrt z meščanskim čebelnjakom. Kako ste tam razmišljali? Ja, ta lokacija ponudi še eno tako zelo specifično situacijo. V bistvu, če si zadaj na tem vrtu, mislim, da je to neka taka prednost, misliš, da si skoraj na podeželju. V bistvu, če si pa spredaj, si pa v mestu. In ta dvojnost se mi zdi tudi, mislim, mi je pol narekovala neko programsko definicijo in se mi zelo zdi primerna za neko sobivanje skupnosti. Ja. Sedaj je v relativno slabem stanju območje za Nebotičnikom, se pravi med Nebesi in med Nebotičnikom, tam so neka stara skladišča. Kako bi jih revitalizirali, to območje mu vdahnili neko življenje? No, v bistvu te garaže se mi zdijo tudi zelo interesantne, ker so še kar, mislim, arhitekturno nič vredne. In v bistvu bi odstranil vse lesene elemente, zunanji zid pa ostane. V to zidovje pa vstavim potem enodružinske hiše z vrtom okoli. Torej, še zmeraj je nek ta obstoječi zid, tako tvori neko zasebnost, hkrati pa te hiše zaradi tega propadajočega zidu dobijo nek tak romantičen karakter. V bistvu bivam v ruševini, s tem, da tudi pač
ja, ta zaprto jedro oziroma hiša je seveda nova, pogled pa tvorim skozi ta ruševinski zid. Ja, in to tvori nek tak romantičen odnos, mogoče tudi z mestom, ki mi je zelo interesanten. Ja. So pa te parcele v bistvu nekako zelo neizkoriščene tudi in v centru mesta. Ja. To je bilo teh 6 vaših predlogov, 6 vaših razmišljanj. 7 pa ste namenili urejanju nekega parka v Barbarah. To je vznožje pravzaprav Smukovega griča. Kako ste tam razmišljali? Ja, v bistvu sem tukaj tudi začel, na začetku sem v bistvu tudi hotel vzpostaviti neko stanovanjsko tipologijo, ampak sem pol v bistvu na podlagi teh elementov, ki so že tam, hotel vzpostaviti nek novodobni park, ki bi se v bistvu odzval že na obstoječe elemente. Dodam pa 2 nova elementa, torej te stopnice, ki pač držijo nek vhod v park, in pa neko kavarno v paviljonu, ki programsko dopolnjuje park. Ja, obstoječe elemente pa pobarvam v zeleno barvo, da v bistvu skupaj postanejo bolj močni in se povežejo med sabo. Ja. Postanejo bolj prominentni. Kakšni so odzivi stroke, mentorjev, vaših kolegov na fakulteti na ta vaša razmišljanja? Mislim, da mentor se kar strinja. Stroka, seveda se mi zdi, da nekateri poskusi moje gradnje so bolj radikalni, ampak se mi zdi, da so uspešni. Seveda, mislim, ponujajo novo možnost življenja in mestu prinesejo veliko novih tipologij stanovanj, kar je tudi zelo zaželeno. Ja. Lansko leto ste dobili oktobra pravzaprav na pobudo Fakultete za arhitekturo nagrado Perspektivni v okviru festivala Big Design. To je pravzaprav ugledna nagrada. Ja, mislim, sem kar vesel, da so prepoznali moj trud v magistrsko nalogo. Ja. Se mi pa zdi, da sem v bistvu zelo... Se tudi Idrija je nek tak zelo specifičen, ponuja zelo specifičen mestni karakter. In sem probal v bistvu to tudi v magistrsko nalogo preslikati. Ja. Logično vprašanje se postavlja tako samo, zakaj se te vaše zamisli ne spremenijo v realno življenje? Ja, seveda, zdaj od magistrske naloge do izvedbe je kar še nekaj korakov. Seveda, moja magistrska naloga v arhitekturi poznamo več stopenj, v bistvu, in moja magistrska naloga bolj bazira na idejni zasnovi. To je nekako ta prva faza, mogoče ja, ideje, preveritve, mogoče kaj se sploh lahko na lokaciji naredi. Do izvedbe oziroma predtem seveda še zaprošnje za gradbeno dovoljenje, to pa so v bistvu tukaj je pa med mojo magistrsko in mogoče realnostjo še kar en velik razkorak. Tudi pot na banko najbrž. Ja, seveda. Mora nekdo financirati ljudi z denarjem, je relativno malo. Ja. Seveda Idrija se tudi sooča z problemom, ja, v bistvu, kdo bo financiral, to je seveda tudi povsod, ampak v malih mestih se še bolj izkaže kot problem. Ja. Na okrogli mizi je bilo govora tudi o možnostih, pravzaprav o zgledih iz tujine, kjer stanovanjske zadruge podobne primere financirajo uspešno. Poznate to? Ja, poznam. Seveda, se mi zdi, da imamo še kar nekaj, rabimo narediti še kar nekaj korakov, preden bomo sploh v bistvu tudi uspešno naredili kakšno zadrugo. Oziroma mislim, da so tudi, da v Ljubljani že jih obstaja nekaj, ja, niso pa tako priljubljene.
Sedaj živite v Švici, delate v Zürichu. Je to primerno okolje za vašo ustvarjalnost? Ja, je. V bistvu se mogoče ustvarjalnost tudi nima toliko s tem, ampak predvsem me zanima housing, torej stanovanja. In v bistvu sem zelo vesel, da nekako sodelujem v timih, ki gradimo večje objekte. Torej se tudi kompleksnost iz projektiranja zelo poveča, ko imaš v bistvu nek objekt z 300 stanovanji, nek tim 6 ali več arhitektov, ki morajo pol to sprojektirati. In je logistično tudi zelo zanimivo in interesantno. Ja. Torej, bi lahko rekli, da ukvarjanje z Idrijo je tako bolj butične narave? Ja, seveda, Idrija je bolj butično mesto in tudi te intervencije, a ne, tudi če imajo 30 stanovanj, ali pa se mi zdi, da je to še zmeraj nek mogoče objekt manjšega ali pa srednjega brila. Ampak se mi zdi, da Idrija tudi zahteva svojo specifičnost, zelo v bistvu konkretne pristope in tudi zelo site-specific, lokacijsko specifične. Ja. Torej, ker imamo pač problem s terenom, ni veliko odmikov med hišami in to res potrebuje, v bistvu vsaka lokacija posebej potrebuje, kako naj rečem, ja, specifične pristope in kako v bistvu sprojektirati hišo. Ja. Kakšni so odzivi stroke tukaj v Idriji na te vaše predloge? Ja, mislim, da kot poskus oziroma kot obravnavanje teh manjših škrbin je bil kar pozitiven odziv. Ja. Ste optimist? Ja, mislim, da. Ampak mogoče mojo magistrsko tudi nekako bolj jemljem kot neko raziskovalno oziroma mogoče samo testiranje parcel, ja, tako da rečem. Lovre Mohorič, jaz vam želim, da se vsaj kaj od teh vaših predlogov tudi uresniči, da zarastajo poslopja v mestu. Hvala vam za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Ja, hvala vam. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.